Dober dan, Dober dan, vračava se. po dolgem času. Ja, sredi Tihega oceana stoji otok Guam, velik 500 kvadratnih kilometrov, to je malo več kot Blejski otok. 160 tisoč ljudi tam živi in oči svetovne javnosti so uprte v ta otok. Ne le oči, tudi ena raketa, ki utegne nositi jedrsko konico. In sicer ta raketa bi morda poletela iz Severne Koreje in ta otok, ki je neinkorporiran del ozemlja ZDA, nekako je tak neobičajen hibridni status ima, ponaša se pa z veliko letalsko bazo, bi utegnil postati tarča jedrskega napada. Nekaj dni nazaj smo obhajali obletnico Hirošime in Nagasakija in to bi bila tretja tovrstna priložnost v zgodovini človeštva, ko bi jedrska raketa oziroma jedrska bomba letela na naseljeno območje. Ampak, kot se zdi, je ta napad preložen. Ti si ogledal, prebral izjave severnokorejskega voditelja Kima, ki pravi, da bo Jenkije še malo pustil na roštilju, pa malo opazoval, kako neumno in histerično se obnašajo. Nekako tako bi jaz povzel to njegovo slikovito izjavo. Ali smo sta najhujšega ven, ali je treba kupiti opremo za jedrsko zaklonišče? Ja, zdaj, ko sva tako lepo začela tole rubriko od srede do srede po dolgem dopustu, je pravzaprav delovni naslov najine debate, v kakšno jesen gremo. Se pravi, odkot Po poletju se bo jesen poznala. Ja, ker nakazuje, se pravi, ti uvodni takti, ti uvodni poletni takti seveda kažejo na nek razvoj, ki je seveda zdaj že bolj globalen kot pa parcialen, ni več evropski, ni več ameriški, ampak je že kar globalen. In ta vložek, jedrski vložek, obuja neko splošno nevarnost, ki nam daje misliti, kaj bomo pa naredili, poleg globalnih sprememb, poleg vsega tega, da so nas zdaj, da smo bili deležni polno nekih orkanov, toče, izrednih vremenskih pojavov, zdaj poleti, avgusta meseca. Kaj nas pa lahko še doleti v obliki ne naravnih, ampak umetnih pojavov. Umetni pojav je pa seveda jedrska konica, če tako rečemo. Ampak če gremo do zadaj, Lavrov, to se pravi zunanji minister Rusije, je označil nevarnost za visoko. To se pravi, visoka verjetnost je, da se lahko nekaj nepredvidljivega slabega zgodi. Začelo se je pa v bistvu z besedovanjem, ko sta se ta Kim Jong-un, pa Donald Trump sta se začela tako kot dva otroka obmetavati. Kar je Donald Trump, ko je ta korejski vožd pač provociral s temi raketami srednjega oziroma govoril, da dolgega dosega, in ko je prišlo, mislim, presenetljivo daleč z svojimi grožnjami, češ da bo tako rekoč napadel ameriško ozemlje, stvar postane resna, takrat bi človek pričakoval, da bo pa Trump vendarle odreagiral in naredil neko potezo. Skratka, da bo Državniško. Ja, nekaj, ali da se bo neka podmornica dvignila, bo nekaj upozorilnih strelov naredil nad severnokorejskim ozemljem, ampak ne, še vedno je besedoval in to z neko tako zelo, zelo grozečo retoriko, češ, da se bo sprostil tak gnev in tak napad, kakor se več nikoli ni videl. Ampak istočasno je pa izjavil, da bo še malo Venezuelo napadel. Ja. Kar je taktično nezrelo, nerealistično, ne moreš dve fronti naenkrat odpirati. Skratka, stvar je postala čudna. Ampak potem se je oglasila Angela Merkel, se je oglasil Lavrov in se je oglasila Kitajska. Z besednjakom, ki je pa drugačen od ameriškega. Ki je pa pomeni vračanje v okvire mednarodne diplomacije na hladen, racionalen način
in pa seveda za verifikacijo svojih dejanj v Varnostnem svetu Združenih narodov. In seveda, ko je enkrat Kitajska sprejela pogoje oziroma ko je sprejela embargo, da ne bo uvažala in izvažala na Severno Korejo, takrat je pa stvar po moje postala resna. Ne. In dejansko potem se je pa ta vožd na Severni Koreji preprosto odločil, da bo še malo opazoval jenkije in nore jenkije in tako naprej in da oni itak nikoli niso prvi mislili napadati in tako naprej. Skratka, poanta vsega povedanega je to, da se očitno svet lahko dogaja na politični ravni samo preko striktno racionalne govorice. Prvič in drugo, kar je, da očitno tudi vojne, tako kot vojne poganjajo ekonomski interesi, tudi vojne preprečujejo ekonomski interesi. Zdi se, da je tukaj noter pač glavni igralec Kitajska. Ne? Vsi drugi, Kitajska se je bila pripravljena, Kitajska absolutno nima interesa, da se v njenem soseščini začne nekaj jedrskega ali pa neko rožljanje z orožjem, neki tanki ali pa neke bombe pokati, ne? Ker potem jih bo zadelo tisto, kar kot dobra komunistična država vejo skozi novo spoznani kapitalizem, da je kapital plaha žival in da pobegne. In da srna. Srna, ja. Ja. Ali pa ptica rečejo. Naš nekdanji guverner je rekel srna. Srna. In ko je Trump besedoval, ne, so se borze takole, so nihale, ne, so tisti kazalniki šli gor pa dol, pa sem pa kje, skratka, in so padali in so bili preplašeni. Smo spet pri tisti zanimivi ekonomistični govorici. Ampak, torej, v zasenčju tega, ne, mislim, se potem vprašamo, kakšna je pa filozofija vsega tega dogajanja in na koncu vidimo, kako je v bistvu ta simbolna raven, kaj predsednik Amerike pomeni, kako pomembna stvar je to in kako zelo je Donald Trump ni dorasel. Ne? Ker vmes se je zgodilo pa že nekaj drugega, kar se tiče tudi našega prostora ali pa našega prostora v času, ko so bili tukaj begunci, evropskega prostora skozi vso svojo zgodovino in ameriškega prostora seveda skozi njihovo južno vojno, ne? Skozi vojno med severnjaki in južnjaki. Ne? Namreč, ko so odstranjevali spomenik enemu, ne vem kaj bi general, ameriški v vojni. Govoriš o zadnjih dneh v Virginiji. V zadnjih dneh, ja. Tako, ne. Prišlo do smrtne žrtve. Zakaj? Naenkrat so se tam pojavila gibanja, ki jih lahko označimo recimo, da za desna, ne? Ampak na vsak način pa nacistična. Oznaka desno je po mojem neprimerna. Gre za skrajno desnico. Ja, ne? Tako, ne. Gre za ameriške neonaciste, bele suprematiste, Ku Klux Klan. Skratka, to najbolj obskurno verzijo skrajne desnice. Pričemer je pa neobičajno, da je naša rojakinja Melania Trump bolj jasno v svojih omrežnih sporočilih ta pojav obsodila kot pa njen soprog, ki je poslovodeči države. Ne? Oziroma sporočilo prve dame je bilo bolj jasno, kot so protislovna sporočila, ki jih pošilja Trump. Ne? Prvi dan je rekel, kako že, odgovorni so vsi, ki so bili tam, ne? Potem je drugi dan, ko je videl, da je zadeva eksplodirala zaradi nekega žongliranja obojestranske krivde, je trdil, da je rasizem nesprejemljiv, tretji dan se je pa spet korigiral. Ne? Ja, zdaj zadnja verzija je dokaj grozljiva, ne? Ker enostavno rekel, izenačuje obe strani. Ja. Pričemer seveda je velik revolt sprožilo to, ne, da druga stran je Ku Klux Klan, ki enostavno pravi, da je edina bela rasa tista, ki je smiselna, dovoljena in pravilna. Ne, in nazaj upeljal, se pravi, je poveljavil besednjak, da so ljudje, ki imajo drugačno kožo kot ljudje, manj vredni. Ne. In to je zdaj spet dvoje se je zgodilo. To je prvo, kar je, spet je vrnil neko družbeno govorico v gabarite, za katere se je zdelo, da so že preseženi. Prvič. Drugič je pa pokazal spet na svojo popolno nepredvidljivost, popolno prevrtljivost, predanost trenutku koristi, lastne koristi in da na njega pač ni mogoče računati. Ampak so pa nekateri komentatorji
namignili, pokazali, da je to v bistvu na nek način, niso napisali začetek njegovega konca, pa na vsak način so pa napisali, da se je postavil zdaj v neko defenzivno obrambno pozicijo, s katero ven ne bo nikoli več prišel. Se pravi, je konc njegovega začetka, če ni začetek konca. To si dobro povedal, to je v bistvu konc njegovega začetka, ampak hkrati pa to karakterizira, zdaj sva imenovala severnokorejskega vožda, Kima, ja. Kima, ne, potem sva apostrofirala pač Trumpa, ne, in zdaj, dobro, ne vem, če je primerno, da greva tudi na predsedniške volitve, ampak jaz sem, ko sem zdaj prišel v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji, ne, sem prebral v časopisih enega od politikov, ki je enostavno rekel, da mislim, da je bil to Luka Mesec, ne, v imenu Levice, ne vem, če je on še tako zelo aktualen, kot je bil, ne, ki pravi, da bo sicer podvojil rezultat, ampak je napisal, ne, da na predsedniških volitvah z našim predsednikom tekmujejo samo še tako rekoč neresni ljudje, da ne rečem klovni, ker je funkcijo degradiral do te mere. Ne. Skratka, če skupni imenovalec potegnem, ne, smo pred nekim resnim problemom, da se politika danes noče več gibati v nezanimivi sivi coni, v katerem se dogajajo racionalne stvari, tako kot se je recimo odločitev Varnostnega sveta, ampak je vse v nekem resničnostnem šovu, v katerem vibrirajo te egi teh osebnosti, ki poskušajo osebno nagovarjati volivce in v bistvu na koncu koncev simbole uničijo in ogrozijo države do neke mere. Ne. Moram dati neko rezervo, ne, nekaj potez, ki jih je... Če praviš, da uničijo simbole, ne, okay, ne, če je inštitucija predsednika, ne, nek simbol, ja, je omajan, ne. Ja. Po drugi strani pa inštitucija predsednika vendarle, ne, je postavljena v nek ustavnopravni okvir, v neko zgodovinsko perspektivo bolj ali manj, ne, dobro, ta zgodovinska perspektiva je pri nas kratka, ne, tretja raven je pa pač ta personalna raven, kdo neko funkcijo zaseda. No, ampak to, kar si zdaj povedal, je blizu bistva, ne, zaradi tega, ker Amerika, kakršnakoli ta trenutek daje vtis, da je, vendarle taka ni, ker ima prvič neko tradicijo, drugič ima nek sistem, ki bi rečel checks and balances, ki vzbuja upanje, da vendarle to norost, ki jo pooseblja Donald Trump, je mogoče preseči. V Sloveniji tako isto, ne, imamo ustavo, obstaja upanje, recimo nekje prikimuje pa ni, ne, da gre pa gor in dol vse z njegovo osebnostjo in z njegovo kapricioznostjo. Ja, pa psihopatologija, tako, ja, familiarno. In to so ti momenti, zato pravim, da je v teh mednarodnih odločitvah, ne, Slovenija v tem smislu pač ni problematična, ker so mednarodne odločitve globoko ali pa visoko nad njo, ne. In hvala Bogu, Evropska unija dela za nas, ne, za Slovenijo. Ampak v teh mednarodnih gabaritih je pa dejansko treba svet vrniti k hladni racionalnosti, moderne racionalnosti, v kateri je recimo govorica diplomacije pomembnejša od govorice tvita, ne, ali te stvari, ja, veš. In če rečeva, kaj to najavlja za jesena, ne. To je bilo najino izhodišče, ja. To je bilo najino izhodišče, ne. Očitno je, da bo tempo dogajanja narekovala Amerika oziroma Donald Trump, to je več kot očitno. Ni pa mogoče seveda spregledati niti impulzov, ki se dogajajo okrog pogajanj med Evropsko unijo pa med Veliko Britanijo, v kateri se že pojavljajo glasovi in politiki, ki preprosto pozivajo k ponovnemu referendumu, zavedajoč se, da je vsaka rešitev in vsak predlog, ki ga Anglija sproducira, pravzaprav za nov slab, ne. Ker zdaj govorijo spet, da bi naredili neko carinsko unijo, ja. Ne, ki bi bilo to je v bistvu samo preoblečen predlog, dajte nam privilegije in odklanjamo probleme, ne. Skratka, za carinsko unijo sta potrebna dva, ne? Ja, seveda. Verjetno na tej kontinentalni strani te zgodbe pač tega interesa ne bo, ne? Ampak Evropska unija se dejansko kaže, recimo, dobro, zdaj bom jaz svoje načela povozil za 20 sekund, ne, namreč, ker mislim, da borza nikoli ne more biti kriterij nečesa, ne. Ampak vendarle, ne, v času, ko se je dogajalo tisto, kar se je pač dogajalo na Tihem oceanu, je evro zrasel, ne.
je dobil svojo stabilnost in vera v evro je za nek mali hipec zafunkcionirala. Ne. Ampak ne gre toliko za ekonomizem kot v idejo, da vendarle Evropa še ima kaj povedati. Ne. Evropa vendarle je nek racionalen konglomerat, v katerem racionalne odločitve še vedno lahko prevladujejo, v katerem se v bistvu kulti osebnosti umikajo v ozadje ali pa se jih je mogoče umikati v ozadje. Tudi Angela Merkel recimo je povedala eno stvar zelo dobro, kakorkoli jo kdo mara ali pa ne. Ampak ona je preprosto rekla, da vojaško rožljanje in posredovanje v konfliktih v razmerju med ZDA in pa med Severno Korejo je absolutno nesprejemljivo. Ne. To je neko stališče, ki bi moral biti aksiom. Pa ni, ne? Ker tam, prej je bil kolega Vasja Badalić tlele, ne? Ki piše nekajkrat na leto o rečeh iz Afganistana, Pakistana in tako naprej. Ne? Podatek je osupljiv, ne? Vojna v Afganistanu traja 16 let. Ne? 4-kratnik običajnih časov. 16 let. Ne? Ja. In v teh 16 letih nič ne kaže, ne, da je razplet te zgodbe kakorkoli bližji. Ne? Zdaj, je res, da gre tam za izjemno kompleksno situacijo, tako zaradi domačih okoliščin, kot zaradi dediščine spopada Afganistana z Sovjetsko zvezo v 80-ih letih, ne? Ampak ne, 16 let zadeva traja in eskalira, ne? Eskalira z napovedmi večkrat omenjenega Donalda Trumpa. Da ne bo poslušalcev preveč nezanimivo za zunanjo politiko, ali lahko tvega kaj v Sloveniji povedati, ali pa saj najaviti jesenske teme ali pa teme, ki so obravnavala. Jesenske teme, ki so na dnevnem redu. Predsedniške volitve? Veliko veselje s predsedniškimi volitvami, ja. Ne, s čakanjem na seznam kandidatov, ki dober, ne, zdaj dobiva tudi te dimenzije, ki niso povsem klovenske. Ne. To, ne, mislim, ostale teme so pa vezane na mednarodni položaj Slovenije. Ampak tisto, kar je bilo tipično slovenskega zdaj pred dopustom, pa sploh vmes. Pa še referendum o drugem tiru, ne, to je pa septembrska tema že. Ne. Dobro, a misliš, da se bo okrog tega, misliš, da bo uspešen? Mislim, zdaj po novih kriterijih je referendum uspešen, ne, oziroma so rezultati zavezujoči v primeru, da se določeno število ljudi referenduma udeleži. Ne. Zdaj, ne, pri udeležbi je pa vedno tako, ne, da udeležbo na nek način generira emotivni kontekst, ne, ja. Ne, ki pa pri gradnji železniške infrastrukture ni nujno prav zelo visok, ne, ker gre za neko odločitev, ki je tako rekoč ekonometrična, ne, in zaradi tega je po moji oceni prav, da te odločitve nastajajo v kontekstu vlade, državnega zbora. Je pa res, ne, da obstajajo utemeljeni razlogi za oceno, ne, da vladne vizije izgradnje drugega tira niso optimalne. Ne. Naštevava kazalo najnega jesenskega angažmaja. Ja, saj, mislim, velikih tem očitno ni. Zdaj je bila ena, to se pravi bil pač spomenik mrtvim, ne. To je bila velika tema, mogoče premalo opažena, ampak velika tema. Bomo pa videli, kako se bo ta stvar razvijala. Jaz upam, da se bo predsedniška zadeva razvijala v bolj resno smer, no. Da ne bo to samo tekmovanje enega človeka samim sabo. Ne. S tem upanjem končajva današnji simpozij.